ti všeč, kje smo? Kaj je nastalo iz nas? Narod kot tak, ja. Pri politiki sem pa zelo žalosten, ker pogrešam dobre zglede, res. Tukaj pa ne zastopam. Tukaj sem pa bolj razočaran kot karkoli drugega. Ampak, kaj ne rečem, veliko se obljublja pa govori pa tako, ampak predvsem mi je všeč, ko pride človek na deželo, ko vidi, da se da to odklopiti v mestih not in mot me polariziranje, mot me res to, no, da mogoče včasih tudi mediji premalo pozamejo uspehe. Saj verjamem, da tudi kakšno politiko vdaj kaj rata, ampak mi tega ne vemo, ker se tega ne povzema dost. Tako da, če se pogovarjam za svojo generacijo, ker se dost pravijo, da niti ne marajo odpirati ta glavnih medijev, ker samo slabe novice ven butajo. Ja, se dogajajo, to je dejstvo, ampak je pa res treba tudi dobre zgodbe poudarjati in zaradi tega sem vesel, da jih z ansamblom pišemo, da dajemo ljudem tudi to veselje, ampak ker sem me tako direkt vprašal, nad samo državo sem zelo navdušen, tudi vidim, da prihajajo ljudje iz celega sveta, smo med varnejšimi državami, tako da klele so zasluge, nočem reči, da je samo slabo, ampak moti me pa res tako, ker se ne moreš pogovarjati z nekom, koga bi šel voliti, ker enostavno ne premoremo teh dialogov, na koncu pa tudi si reče, vse oni tam kavo skupaj pijemo, mislimo pa za narod klele krega. Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi rahlo nevrotičnega večerovega podcasta Slačilnica. Moje ime je Denis Bende Živčec in vabim vas, da nas posledite na vseh možnih platformah, na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube, na večer.com. Madonna, posod smo. In dobrodošli v zadnji slačilnici te sezone. Dobro, zdaj poletje je že, teda ni predpoletna, ampak vrnemo se jeseni. In smo razmišljali, ne? Kako pristaviti eno češnjo na torto ene zelo uspešne sezone, odmevne, po mojem bivši odnejši še zdaj objavlja tiste live streame, pa o Mareji se še zdaj govori. Kar smo fajn zmešali vse skupaj, ne? Ampak končali bomo v zelo dobrem slogu z enim meni zelo, zelo ljubim gostom, ki je povratnik v slačilnici, mimo grede. Kaj ne rečem, gre za ime in obraz najlepše, vsega lepega in dobrega, kar premore ta dežela, najlepše strani ljubezni do domovine, ki nima blage veze z kičem, s patetiko, ampak za desetletji enega žlahtnega in izjemnega družinskega izročila, ustvarjanja in vsega, na kar smo ponosni. Saša Avsenik, dobrodošel nazaj. Zdravljeni, hvala, sem tukaj. Zdaj, ko prideš srečič, bi že skoraj lahko te bom poimenoval hišni ansambel Avsenik slačilnice. Tako, hišni ansambel slačilnice. Nič še ne čofotaš? Ne, letos sploh, mogoče enkrat maja, da sem bil na hiter, začofotal, tako da sem se pohladil, zdaj se pa greš že pogret, ker je že toplo posod. Ja. Ful enih reči se je zgodilo pri tem, kar sva se na zadnje sedela tukaj. In če se ne motim, takrat sem te najavil oče 2 hčera. Ja, zdaj so že 3. Zdaj so pa 3. Ja. Kako zdaj zgleda življenje? Ja, to je tako, pač, če si skupaj za Štajerko, vzameš eno, pa dobiš še 3 pol. Je super, lepo življenje, družinsko. Največja sreča je to, da se punce zastopijo. Za ženo imam tu zelo veliko srečo, ker je super mami. Zdaj smo imeli v vrtcu zaključek in je prišla vzgojiteljica in je tako pohvalila, je rekla, koliko izstopa po dobri energiji. Seveda, Štajerka je pa še moje. Tako da res sreča, da je družina tako, kot je, da jaz lahko potem delam druge stvari zraven. Se je kaj te Štajerske naselilo vate? Se je. Tvoja žena namreč, če moj podatek prav, hči Smiljana Grajfa, tega legendarnega producenta TV Maribora, RTV Slovenija. Koliko je zdaj, kaj Mariborčana v tebi? No? Mislim, zdaj, če bomo naredili kviz, bo težko, ampak vem recimo, da je novo leto na Štajerskem že prej, da je že novembra, sem ga tudi že nekajkrat igral. Vem, katere barve moram nositi, takrat, ko imate nogomet, pa tako, da ne bo kakšne pomote. Vem, kaj se pije, tako da se mi zdi, da sem se kar integriral. Kakšne vrste špricar je tvoj najljubši? Obstajajo nijanse, ne?
Jaz mislim, da ta pravi odgovor je, da na Štajerskem sandeš špricar, pa kjerkoli. Ja, ker obstaja, športni špricar obstaja, škropec, ne, obstaja... Škropec za starejšimi, ne? Ja, škropec je tisto, kar malo več vina. Ja, to imamo za starejšimi. Za starejšimi. Tisti, ki je pa za nastavljanje, pa influencerski špricar je pa malo več radenske noter. Tu nekje, jaz sem za športnega. Edina športna stvar, ki jo res počnem v življenju, je ta športni špricar, ne? Zelo ste prisotni v naših življenjih, a vse neki zdaj v poletnih mesecih, ker ste lansirali nekaj, kar se meni zveni ful novo, no? Poletno polko. Ja, to, kar nas pustite, to smo vaši življenji. Ja, pri nas ste kar veliko. Poletna polka in ste za enim takim seksi imenom Rafaelo. V Trst ste šli. Ja, mi imamo tako različne prijatelje, prijateljice in poj si včasih si kifelček, kompotek, piškotek in tako naprej, nekaj sladkega. In kapučinček tako naprej. Imamo 2 slovenska zamejca v ansamblu in klarnetist Tomi je prinesel zelo svežo kitico, idejo in meni je bilo všeč, za samla se skupaj sedemo, preposlušamo njihove ideje. In ta kitica se mi je res zelo dopadla na prvo poslušanje. On je že kar vse posnel, bi bil že lahko fertik komat. Pa smo pa majhen skupaj še ideje navrgali in kar tako zgodbo razvili z našo kitaristom Maticem Plevelom, ki je sicer tudi član pri Fehterjih in ima super pogled na sceno, kako in kaj. In če se nazaj vrnem na kifelčke, piškotke, bombončke, smo rekli, nekaj poletenega slišimo, nekaj fajnega mora biti. In želimo si zmeraj nekega huka, tako kot je, ne vem, na Roblek bom odšel, Otoček sredi jezera, ena bolha, ki slišiš, da si zapomniš, je Rafaelo nekaj tudi, kar ne pozabiš tako hitro. In zdaj, da nismo lih neposredna reklama za čokoladce pa bombončke, nam je ta zgodba bila všeč, da kar enega moškega v Rafaelota preimenujemo, zakaj pa ne? Enega takega cukrenega kelnerja, ne, iz Trsta. Pa še. Čakaj, zakaj Trst? Tak ni Trst ni ravno tipična lokacija za slovenske NZ ansamble? Ja, veliko je bilo že videnega. Mi smo se želeli to, da narodne noše so del naše identitete, da se to pokaže na koncu, ampak ker je skladba poletna in upeva mečkan to bolj sladko plat, rekel, malo vidiš eno kavico, pa rogliček, pa tako, ko to pesem poslušaš, smo si zaželeli drugačnega okolja in jaz se večkrat pohecam, da Ata Slavko, da je že za vse hribe po vse reke napisal pesmi in zdaj moramo pa Trst napadati, da bo nazaj naš. To je kar izvirno, ne? Vse Trst imamo vsi radi, veš? Ja. Meni je v Trstu ful všeč, ko naročimo aperol, pa da mi poleg še ono silo kosilo na mizo vseh čipsov. Tist kava je kava, pa rogliček je rogliček. Koliko morate pa sicer svojo Lucijo čuvati? Lucijo? Ja, v ansamblu jo zelo merkamo, moramo povedati, da ima tudi oboževalce. Nedolgo nazaj smo enometrsko sliko od njej domov pripeljali, ki jo je en s kamenčki, dragulčki, rekel, dekoriral. Tako da ima kar fene, pa pošte, pa pisma, ampak ima tudi srečo, ki ima partnerja in je super, da je iz vseh koncev varovana oseba. Že ima kaj zvezdniških muh, saj konec koncev je edina dama v ekipi, ne? Jaz bi rekel, da se ji ne opaz tega to, ker ona živi zelo tako preprosto, skromno življenje, zelo ima rada to, da ni preveč blišča. Seveda, kot vse punce, imajo rada pozornost, tako da je zmeraj vesela, lepe besede, lepega komentarja in pohvale. Ampak je pa res tako fejst punca in sem vesel, ker se mi zdi, da je dober zgled za današnje ostale dekleta, da vidijo o narodni noši, da vsem lahko žareš, da ni treba vsega pokazati, da ima super energijo, rada igra frajto nrco, tako da imam samo dobre, rekel, komentarje na njo. Apropo narodna noša, ne vem, če je ostalo neopaženo, ampak jaz sem se danes malo prilagodil, čakal sem pravi moment. Je to sploh blizu? Ni, ne? Jaz, če bi zdaj tako lepo bi mislil, da si v narodni noši čakaj še enkrat. Jaz čisto v narodni noši. Zdaj nimam pravih hlač, nimam pravih čevljev, ampak ne. Ne, sledim. Trst style narodna noša. Ja, ker vendar le gre za poliester, ne? Ko govoriva o bendu, mimogrede, kje ste pustili polovico Seška? Polovico Seška? Ja, to je pa on tudi se zdaj zelo discipliniral, fitness, treningi. To je izjemno. Neverjeten je, jaz ga zdaj občudujem, ker tudi, ko smo po tujini, on vzame kombi, takrat, ker imamo mi za 2 ure počivati v hotel in se odpele na treninge, ima Google in gleda, kje bo lahko treniral, tako da, ja, neverjetna disciplina. To je zares. Železna volja je zdaj kar Terminator. Vsakeč, ko ga vidimo, ga ima, pa se mu nič ni manjkalo. Mislim, ne, vsega je bilo dovolj, pravzaprav ne, ampak vas je kaj okužil s tem zdravim duhom? Drugega, po mojem.
Večkrat rad poudarjam, da nimamo nobenega alkoholika, čeprav je ta imidž naše narodno-zabavne glasbe pa veselic tak, da se nazdravlja, da se pije in to je del našega življenja, pa da se veseljač pa veseli, ampak te hitro not potegne. A ne? Tako da tukaj imamo pa Tomija pa Lucijo, ki sta šla lansko let laufati tudi maratone. Imamo Luka zdajle, ki tudi rekel, da res dela veliko preobrazbo. Na drugi strani smo pa ta stari tri dinozauri, ki pa kažemo, kaj se ne dela in smo s tem tudi dober zgled, kaj ne početi, ker se pač počasi širimo. Misliš fizično? Fizično, zdaj, ki je Rafaelo, pač malo rastemo, ker ljudje nam res ponesejo po 2-3 škatle Rafaelotov in potem, ker si ti lačen, ker je vse zaprt, imamo v kombi en hladilnik, včasih si ga odprl, so bili noter Jägermeisteri, zdaj so pa Rafaeloti. Imaš kroglic. A ti je tvoj legendarni dedek dal kak nasvet v zvezi s tem, vse veš, veselice so nevarno, so eno minsko polje, ne, po mojem ti kozarci kar dežujejo. Kako zavrniti pijačo, brez da se zameriš gostiteljem? Nikoli ne zavrnemo, ampak je tako, no, da vsak ima svojo mejo. To je meni všeč, ker Ata Slavko je imel velik izziv, ker so bili oni res legende, velika imena so si ustvarjali in toliko so bili z doma, da ker ti vsak dan igraš, je postal nevaren, da bi glasbeniki najdel motivacijo v pijači, se pravi, da te mečkan sprosti, da majhen, da ti je kot proti bolečinsko končni fazi, ker ti si zmatran, nismo zdaj 5 dni vsak dan zapored igrali, pa smo bili vsak dan v drugi državi, zdaj Avstrija, Nemčija, Slovenija, nazaj v Avstrijo in tako naprej. In potem ti včasih tisti alkohol majhen da tisti občutek, da ti da krila, da boš po letu. In Ata je mogel se soočati s tem, da je mogel biti takrat, da je rekel, prepovedujem vso pijačo, ker se je to pač takrat pri nekaterih preveč razpasalo. Pri nas je pa ta sreča, da je cela ekipa, da skozi malo drug na drugega gledamo in če bi kdo slučajno kdaj, danes pa tole ni bilo v redu in je super, ker tiskaj začne piti, je ponovadi sam. Ni tako, da bi kar kolektivno. Pri naročnikih se mi pa zdi še zmeraj lepo, mi iskreno zapojemo, kolikor kapljic, toliko let gor v Nemčiji prozit, ker se mi zdi vsem to del naše kulture ponavade, da se nazdrav, da vsaj nekaj še imamo, kolikor nek ta mir s tabo, ni važen, kaj si, ampak danes pa mi v tem istem čovnu in lepo nam je. Je dosti te ene omame prisotne na narodno-zabavni sceni, širše evropsko gledano, recimo Nemčija, Avstrija. Jaz še nisem bil, ampak imam frende, ki so bili na Oktoberfestu. Pa to zdaj mogoče ni zdaj paradni festival neke narodne glasbe, ne? In pravijo, ja, pa tam so vsi našmrkani. A je, mislim, ne? Mislim, jaz čisto iskreno sebi govorim, igram 17 let, da bi videl nekoga našmrkanega, ga še nisem. Pa sem bil na teh stvarih, sej ponavadi tisti, ki to počnejo, se tako skrijejo, da mi ostali sploh ne vemo. In čisto iskreno nisem bil nikoli temu tako izpostavljen, da bi kogarkoli videl. Želim si, da bi bilo tega čim manj, ja, ampak nisem še imel, rekel, te smole, da bi koga zalotil. Da ko sneži zgolj pravi sneg. Ja, ne. Jaz, kar sem, vem, rekel, ker so televizijske oddaje, da so kakšne te zelene stvari, da se po zelišču daje kaj poprime, pa tako, kakšen alkohol, ampak težje droge pa, hvala Bogu, še ni bilo blizu mene. Ste pa rok scena, verjetno ne, ampak ne. Pa tudi so zdaj pravijo, da so rokari na čajih, tako da. Jaz seveda, da so vsi ful ezoterični, zdaj se vrača to, ne. Veliko ste že vsega naredili, veliko hitov se je že zgodilo. A ste zdaj kot ansambel, oziroma ti kot vodja ansambla na tej točki, koliko ste obremenjeni z zgodbo tvojega dedka? Je sploh ta želja potem, da ga dosegate, presegate verjetno težje, ne? Ampak je to še sploh prisotno? Mislim, je še vedno zavestno korakate po teh stopinjah? Ja, naša zgodba se je v bistvu začela predvsem iz ljubiteljskega preigravanja od starega očeta pa njegovega brata, ker mi ne moramo naših zgodb primerjati, oni so takrat začeli nekaj čisto novega. Mi smo pa nekaj v bistvu iz veselja igrali, v bistvu interpretirali po naše, se trudili temu približati in publika nam je pomagala do te točke, da smo to začeli delati poklicno in smo rastali. In opazili pa smo, da rastemo še bolj, če nekaj svojega prispevamo. Taka prispevka, ki so ga oni naredili, se mi zdi, da imam jaz 3 življenja premalo, ker je bilo 1000 pesmi napisanih, pozornost je bila druga, scena si je takrat želela po 2 albuma na leto, ker ni bilo toliko drugih interpretov. Danes pa v bistvu imaš res glasbo v žepu. Če gremo gledati 100 let nazaj, so ljudje mogli hoditi
kar nekaj minut, ur, da so prišli do cerkve, ker so v živo zbor slišali, drugega ni bilo po mojem, pač v tistih časih. Potem so pa prišli radiji, pa je bila muzika bližje, pa kar naenkrat si imel vinilko ali pa kaseto, CD, zmeraj bližje nam je glasba, ne? Danes vzameš ven telefon, tako da mislim, da prav velike potrebe po nečem, da bi zdaj multiplicirali, ni še umetna inteligenca je napiše, zdaj bi pa jaz 1 uro rad imel ene neutralne glasbe in jo dobiš, ni problem. Tako da se mi zdi, da tisto, kar danes ven damo, mora biti nekako res fertik izdelek, to imamo pa zdaj nekako v našem ansamblu 2 poti, ena je nova pesem, drugo je pa projekt, kot so recimo Stožice, Cankarjev dom, Križanke, Woodstock der Blasmusik, obletnica recimo, ki jo imamo, delamo v tujini tudi malo večje televizijske koncerte, zaradi tega, da bi probali, glede na to, da nismo mainstream, pomeni radio, televizija nas ne vrtijo med pop glasbo in tako naprej, se trudimo preko socialnih omrežij vsem pokazati, da je ta scena živa, da je vedno več mladih in da raste, da je del Evrope, ki pridejo Američani, s križarkami smo igrali, so prišli v Koper, koga so poklicali, nas, Perpetuum Jazzile in tako naprej in je super, ker imamo nekaj svojega za pokazati, da ni treba njih po ameriško sprejeti, ampak jih lahko po slovensko sprejmemo. Se pa to so prišli, ne nazadnje, ne? Po našo kulturo, po naše, ne? Ja, prav je, da malo nekaj lahko izkusijo, ker doma ne morajo. Koliko je umetna inteligenca res prodrla v narodno zabavno glasbo? Zveni totalno vesoljsko, ne? Zelo nezdružljivo pravzaprav, ampak očitno ni, ne? Meni v moje življenje fejsto šla. Govorim predvsem kot orodje, da si poenostavim. Bil sem nazdravljen v Španiji, pred mano je bila karta, jaz špansko ne znam, ni bilo nobenih prevodov, hitro slikco naredil, preved mi tale meni. Vprašam recimo tudi umetno inteligenco, kdo je Saša Avsenik, če bi zdaj vse komentarje na svetu povzel, kaj bi mu svetoval. In se mi zdi tako zanimivo to res kot orodje uporabljati, se pravi, ki ti da povzetek nečesa, ki ti pomaga pri razmišljanju. Jaz sem recimo za Stožice pripravil cel program, si napisal vsa besedila, kako bi povezoval, kako sem si jaz ta večer zamislil, vrgel noter, dobil nazaj povratno informacijo, tole je zelo 8 do 10, če hočeš 9,5 do 10, je to, ostalo je pod sreče malo še. Ne? In tako kot orodje jemljem in nisem zdaj pristaš tega, da bi nas zamenjala umetna inteligenca, ker še zmeraj pravim, je 1000, če ne milijon boljših harmonikarjev iz Kitajske, z Japonske, ki so tehnični, ampak nikoli ne bojo imeli naše duše in tudi umetna inteligenca bo za mene zmeraj ostala v bistvu samo orodje in nič več. Torej ne bomo slišali še robotskih glasov v vaših komadih, ne? Ne, ni potrebe. Sam si omenil, pomemben del leta, ki je za tabo, je tvoja rehabilitacija. Ne? Veliko smo brali, tudi sami pisali o tvoji težavi z levo, desno roko, ki nagaja pri igranju harmonike. Ja, na Boga. Fokalna disfonija, če sem si prav zapomnil. Fokalna distonija. Distonija. Kako je zdaj s tem? Si krotiš tega demona? Ja, je kar demon, ja. Je pa ukrotljiv, kakor kaže. Ja. Najbolj je bil velik demon, ker sem šel od zdravnika do zdravnika, ker so rekli, to je tako redko, ti tega nimaš, to je motnja, se pravi, neurosenzomotorično v možganih in tvoj možganski zemljevid pošilja napačne pulze v 3., 4. prst, tako da je neozdravljiv, to sem poslušal dolg časa. Potem sem pa dobil klic iz Berlinske filharmonije, kjer igra gospod Kuder, slovenski klarnetist, rekel, imamo enega kolega gor, ki ima isto zadevo kot ti, sicer je obupal nad terapijo, je postal zdaj vmes dirigent, jaz sem rekel, grem vsem probat in zdaj delam 4., 5. mesec terapijo po španski metodi in imam zelo veliko srečo, da sem se zelo dobro povezal z fizioterapevtko Silvijo. Ona je postala velika prijateljica in pride tudi na dopust v Slovenijo. Tako da ima v plan to čim prej porihtati, načeloma se to zdravi 10 mesecev do 3 leta, odvisno od posameznika, pa kako mu ta terapija prime, ampak zelo je individualen pristop, ker vsak mu določene vaje drugače primajo. Na hitrico, da razložim, računalnik mi narekuje, zdaj boš dal gumico na 3. prst, jo klele povezal z zapestjem in boš delal črko s tem, z drugim prstom boš delal črko s palcem izjemcem boš pa igral zale v tem in tem duru in tako naprej. Tako da daš velik nalog in se možgani zamotijo in se v bistvu počas potem
cilja na določene prste in mora biti tako nagnjen, tako zavihan, da se v bistvu možgani nekako na novo vzpostavljajo povezave. Torej, reprogramiraš se. Ja, tako je. Kako je, v Barceloni, ne? Si bil, mislim, da... Ja, predmestje Barcelone, terasa, ampak tam sem pristal, tam sem bil. Kako je to izgledalo? Nikoli nisem bil na terapiji v Barceloni. No? Ja, drugače zelo zanimiv, ker zdaj letiš iz Brnika za 41 €, a nekaj še napisal lega, kam gre zdaj to si pa prvoš. Ampak ja, za 41 € sem letel v Barcelono, tam sem si avto sposodil, najprej ga ni bilo, so ga kar naprej dali, ker imajo neke finte, drobne tiske, tako da kakorkoli se pripraviš, tudi če se ne vem kaj, zmer se kaj naredi. Tam sem si harmoniko rezerviral, to je bil tudi en velik šok. Tam so jo imeli? Ja, ne prav v tem inštitutu, ampak v mestu sem najdel akordeon rental in so imeli 4 zbite harmonike, tako tisti, ki bi jo jaz iz mosta vrgel, pa je šel iskat pa še enkrat in pač razpadala je harmonika in jaz tam tako gledam, ker so mi dali tisto harmoniko, rečem, grem zdaj na inštitut. Pa on je rekel, joj, sorry, vidim, da sem nezadovoljen, sem rekel, ja, razglašena je, pa razbita je, nič ne dela. In jaz prijem na inštitut in so bili navdušeni, so rekli, bolj, ker te bo motil, boš bo za tvojo terapijo, ker se bojo možgani z drugim stvarmi ukvarjali. In na koncu sem on ga poklical, da mi ne voz drugih in me pripeljal 2 tako kot šparovih vrečah, še 2 bolj razbite harmonike, če kera boljša. Rekel, pa je dam. Tako je to izgledalo, ja, v Španiji. Španija, je. Ja. Ni se jim sanjalo, niti približno, verjetno, s kom imajo opravka ali pač? Moja fizioterapeutka je pogooglala in je bila čist pač navdušena, ker je videla, kakšna je to scena. In ona zdaj z sinom pride letos polet na dopust v Slovenijo, ker je ta glasba, ta kultura, to veselje, ki ga vidi, ki ga spremlja preko družbenih omrežij, ne samo preko mene, ampak je tudi začela slediti mnoge ansamble. In je rekla, to veselje rabimo v teh časih in je rekla, da bo kar ambasador za Španijo, da bo začela sporočati, kako je v Sloveniji fajn. Da ne bo imeli samo flamenka, ne? Te je na kateri koli točki, pa ne deluješ mi paničen tip, no? Ampak te je na kateri koli točki tega potovanja za to diagnozo zagrabila panika? Prav panika mogoče samo 2-krat, ampak ne ta prava panika. Eno je tisti pomislek bil, da mogoče nikoli več ne bom iz tega ven prišel, ker sem to diagnozo dobil, ker šel sem v Hanover najprej v Nemčijo, v Sloveniji so rekli, pojdi se še gor v tujino pokazati in mislil sem, da bom gor dobil kakšen odgovor, kako to pozdraviti. Ne, vi to imate, ampak se ne da pozdraviti odgovor. In ko sem prišel v hotelsko sobo, sem tako gor gledal in res sem imel eno tako tesnobo, sem čutil vse. Ampak jaz sem v 15 letih predtem ful veliko doživel, več kot mnoge glasbeniki, lepih odrov, lepih aplavzov in uspehov. Tako da sem se rekel, glasba je tako tukaj noter, lahko bom komponiral. Imel sem pa potem pomislek, kaj bo z ansamblom, z družinom, kaj bo pa tudi publika, ne, ali bojo sprejeli ali ne bojo za to zgodbo. Tako da, ko sem se vrnil, smo posneli en video z ansamblom, ki smo skupaj bili in so nekako mi podporo namenili. In za njih je tudi, to je za ansambl fest težko, zdaj, da drug harmonikar vsakič, pa koliko časa, noben nima tega odgovora, kdaj sem jaz porihtal, in si predstavljam, da je bil tudi za njih še večji stres, ker jaz vse nekaj na tem delam, oni pa ne vejo, kaj jaz tiste 3 ure na dan počnem, tako da moram reči, da drugmu zelo dobro shajamo. So bile lanske Stožice in dvorana Tabor ena prelomnica zate, en točka pomirjenja, ker vendar je delovalo, ne? In delovalo je zelo dobro vse skupaj, ne? Ja, na celi tej poti, ker jo hodim, se res čudeži dogajajo, da publika tako sprejema, da greš v Stožice, pa da imaš potem isti večer tako hiter spet navdušenje za naslednje. Mi smo potem na tisti večer dali QR kodo na oder. Jaz sem mislil, da se bo 200-400 kart prodali za naslednje leto. Smo zjutraj ob 9 pogledali, 4000 kart je manjkalo za letošnje, za nove Stožice. In kad take stvari doživiš, si rečeš, evo, ljudje si tega fez želijo, ta ekipa je očitno potrditev, da smo na ta pravi poti, da je lih vsega prav, ne? Tako si samo želim, da bo volje, da bomo dosti spali, da ne bomo živčni drug na drugega. Piše, da je razprodano, piše, ne, poleg naših Stožic. Kaj pa Tabor? Tabor, ja, zdaj me boš za ušesa, se ne upam na glas reči. Ja, nič ne piše. Ker smo šli v Tivoli, smo šli v Tabor, zdaj imamo pa partnerja,
NLB banko, ki so pa tudi rekli, Tabor super, ampak dajte še Celje narediti, pol pa idete spet v Tabor. Tako da gremo delati Miklavžev koncert še v celjsko dvorano. Ne vem, ali so Zlatorog zbrali, so Golovce, to na pamet ne vem. Auditorij v Portorož, to nas še letos čaka. Mislim pa, da imamo tudi neke načrte za Maribor, ki jih še ne smem izdati. Računamo. Ja. Vse država je majhna, imamo avte. Ne, sam jaz, kakor vem, Mariborčani, to ni variante, da bi vas mi spustili, ker drugače bomo mi dobili porit. Jaz ne vem, če je mišljiv Celje, ne? Ne boste, vi to ne delate. Ko sem brskal po vaše dolgem in zelo bogatem seznamu koncertov, ki so že najavljeni, zelo veliko je nemških mest, avstrijskih in vseh, ne? A te je kaj presenetilo, kako zelo, zelo zvesta je ta publika ostala? Zdaj se že tretja generacija Avsenikov, ne? Pravzaprav, ki se z glasbo ukvarja, ampak so in tudi komentarji pod vašimi videospoti na YouTube, to je kup enih nemških, morda celo več nemških kot naših ponekod, ne? Te preseneča ta zvestoba, konec koncev tudi že verjetno tretja ali druga generacija poslušalcev, ne? Ja, nam to zelo laska. Veliko se je tega zgubil, ker časi so šli naprej, včasih je bila ta scena zelo močna, bila je oddaja Muzikantno štadl, se pravi Senik Godcev in veliko je bilo tega, ne? Da so bile pihalne muzike, da so bili ansambli. Zdaj pa v bistvu je zelo veliko tega socialnega omrežja, zelo malo je ta starih oddaj in mi smo mečkan ta povezava z prejšnjimi časi, ker vsem smo še muzikanti na ta star način, pomeni organska glasba, vse, kar mi na oder prenesemo, ni odspod matric pa tega, ampak smo samo stopnjevali mogoče za kakšnimi boljšimi ozvočeni, ki so zdaj danes drugi mikrofoni, pa zvočniki, nastavitve. Šov je mogoče malo boljši, ampak drugače smo pa mi nekako po tej stari šoli. To, kar zdaj igramo, je vse ročno delo in imajo to ljudje zelo, zelo radi, si tega želijo, probamo biti dober zgled, smo povezovalni. Tako doma, kot smo se povezali v Cankarjevem domu, smo imeli Bojana Cvetičanina, smo imeli Jana Plestenjaka, Magnifica, Nino Pušlar in ostale. Tudi v tujini probamo biti povezovalci. Tako da, kamorkoli pridemo, je ta pozitiva in naši komentarji me zelo veseli, da tudi če ga kaj pobiksamo, kaj polomimo, kaj ni po pričakovanjih publike, da nas usmerjajo, ker konec koncev Ata Slavko je zmeraj rekel, najboljši profesor, ki ga imaš izmer pred tabo in to je tvoja publika. Helene Fischer ste že spoznali? Ne še, je pa naša menedžerka iz iste vasi, kot ona. Tako da zdaj moramo še počakati, da se ona še mečkam postara, da ima upade priljubljenost, pa bomo pa povabili. Malo še, ne. Svoje najbolj udarne hite po vzoru tvojega dedka poznajte tudi v nemščini. Po mojem ste edini v Sloveniji, ki snemate komade v nemščini, ampak je seveda logična špura, ne? In obožujem vašo nemščino, moram priznati, zato ker je, to ni kar Abba je pela recimo tudi v eni angleščini, ki je imela en prizvok, švedski prizvok, ne? Vi povete v nemščini, ki je, jaz pravim, Avsenik Deutsch, koliko vas sploh nemško govori v ekipi? Odvisen kdaj, zdaj takrat, ko imaš kakšnega taga, rekel, fena, ki ga vse zanima, takrat nobeno bendo se mi zdi, ne zna dobro nemško, kaj pa treba pijačo naročiti ali pa se s kakšno mlado punco pogovoriti, se mi pa zdi, da je zelo taka tekoča, lepa nemščina postane. Ja. Tako da jaz sem presenečen, včasih kar ne dojamem, kakšen začne zraven mene govoriti, ampak so tihe vode, zastopijo vsi dobro, posnetke se naučijo. Luka, ki je nam prišel, je v bistvu cela Nemčija mislila, da on zna tekoče nemško, ker ima tako razvit posluh, da je poslušal nas, pa posnetke od starih Avsenikov in si tako potisnil, napifljal, da so res vsi mislili, pač, ko so k njemu prišli, so ga treplali, pa mu nemško govorili, on jih je pa gledal, Sašo, prosim, pomagaj. Ja, imamo pa letos še en drug izziv, mogoče bomo mogli še kakšen drug jezik se začeti prevajati, ker za križarke, ki so prišli Američani, smo angleško peli, smo šli v Kanado, smo tudi delno slovensko, angleško, tako, zdaj imamo 2 zamejca, tako da pojemo tudi v italijanščini. A veš, še nisem slišal tega. Ja, tudi to se pojavlja, pa v Argentino gremo letos, tako da multilingua, Lucija, ki si prej pohvalil, zna malo francosk, tako da kamorkoli pridemo, se ansambl Saša Avsenika dobro znajde. A se trudite, da vaša nemščina zveni načrtno bolj slovensko? Mi smo včasih trenerje, ki smo jih v studio povabili, da bi nam čim bolj popravili nemščino. Pa so res radijski producenti, so skozi težili še premalo natančen.
publika je pa drugače pokazala to, kar si prej izpostavil, da jim je pa všeč, če je malo nas noter. Tako da prav namenoma ni zdaj, da preko tle moraš pa na mest München reči München, ampak se zgodi, ker tudi moj domet, jaz pač trudimo se, ni pa možno, da bi perfektno govorili, ker tudi ni potrebe, ker smo Slovenci. Tako da pravijo, da je mehen šarmantan, če je tega malo ex-jugo pridiha noter. Ja, po mojem malo eksotično zveni za eno Nemčijo. Ni me to všeč, ja. Pa ko poslušam tudi stare Avstrijnike, originalne, prva generacija, so vsi nemški komadi res tako veš, odkot so, ne? Ja. Si rej, so zelo trdi, ne? Sploh Franc Košir je zelo se trudil zavijati po svoje. Ja, in izpade originalno, ne? Argentino si omenil, ali boste kaj za zamejci se družili? Ali? Ja, zdaj načrt je tak, da gremo prvič v Buenos Aires in tudi pravijo, da je tam 30,000 Slovencev, tako da mogoče bomo pa martinovanje tako naredili z Argentinci tam. Oktobra gremo sicer, no, ampak pravijo, da tam so lih obrnjeni letni časi, tako da bomo videli, kaj bo. Ne znam si sploh predstavljati, kako bo to izgledalo. Bili so pa zdaj tudi Argentinci v Sloveniji, so prišli obiskati svoje družine in ko smo bili v Kanadi, zame je bilo to res neverjetno videti, koliko jim to še bolj pomeni. Se to velikokrat slišite, pa vsi poudarjamo, ko smo tam bili, ampak vseeno, da se potrudijo, kad ja prideš ti narediti pravo goveje juho, pa recepte po starih mamah, pa še kakšno kleto slišiš, kaj ne slišiš, ali pa kakšno molitev, kaj je to že pač več kot 100-150 let. Je res zanimivo tako. Včasih imaš občutek, da si v muzej prišel, ampak tako zelo pristan srčen. Spomnim se, ko je Helena Bagner razlagala, ona pa v Avstraliji veliko tudi nastopa, ne? Koliko je to ene slovenskosti še ostalo v teh naših rojakih, ki so tam, ne? Kar ganljivo. Slovenska narodna zabavna glasba je zelo povezana z domoljubjem. In ti si rojen 11. junija 1991, torej si samo par dni starejši od Slovenije. 2 tedna. 2 tedna starejši. A si še ti uradno Jugoslovan? Ne. Ja, de facto. Tam nek smo, ja. De facto, ne. Zdaj, te ni veliko govorimo o proslavah, o spominih na osamosvojitev in tako. Zdaj ti pa spominov na osamosvojitev v bistvu nimaš. Propotalje. Ja, nekaj. Ne, ampak čisto zdaj, kot en 35-letni državljan, ti všeč, kje smo? Kaj je nastalo iz nas? Narod kot tak, ja. Pri politiki sem pa zelo žalosten, ker pogrešam dobre zglede, res. Tukaj pa ne zastopam. Tukaj sem pa bolj razočaran, kot karkoli drugega. Ampak, kaj ne rečem, veliko se obljublja, pa govori pa tako, ampak predvsem mi je všeč, ker pride človek na deželo, ker vidi, da se da to odklopiti v mestih not in moti polariziranje, moti me res to, no, da mogoče včasih tudi mediji premalo pozamejo uspehe. Saj verjamejo tudi kakšno politiko, da je kaj rata, ampak mi tega ne vemo, ker se tega ne povzema dost. Tako da, če se pogovarjam za svojo generacijo, ker se dost pravijo, da niti ne marajo odpirati ta glavnih medijev, ker samo slabe novice ven butajo. Ja, se dogajajo, to je dejstvo, ampak je pa res treba tudi dobre zgodbe poudarjati in zaradi tega sem vesel, da jih z ansamblom pišemo, da dajemo ljudem tudi to veselje, ampak ker sem me tako direkt vprašal, nad samo državo sem zelo navdušen, tudi vidim, da prihajajo ljudje iz celega sveta, smo med varnejšimi državami, tako da je tudi so zasluge, nočem reči, da je samo slabo, ampak moti me pa res tako, ker se ne moreš pogovarjati z nekom, koga bi šel voliti, ker enostavno ne premoremo teh dialogov, na koncu pa tudi si reče, vse oni tam kavo skupaj pijemo, mislimo pa za narod klele krega. In res je, ne? Ja. Domoljubje je ena taka nekačljiva, krhka beseda pravzaprav, ne? Da se ga zelo hitro zlorabiti ali zelo grdo zapakirati. Ne? Ko govorimo o Avstrijnikih, je domoljubje zelo jasno. Ne gre za nobeno politikanstvo, nobeno opredeljevanje levo-desno, ne gre zgolj za eno čisto ljubezen in spoštovanje in ponos do nečesa, kar je bilo ustvarjeno v tej državi. Koliko je prav domoljubje, ja. Ne? Koliko tebi pomeni domoljubje danes? Ogromen. Ja, mislim, ogromen. To je popularna beseda danes, ne? Ja, jaz zjutraj se ga začnem zavedati, se bo to hecen slišal, ampak ko otroke peljem v vrtec, v šolo,
da se zjutraj pozdraviš z drugimi starši, da greš v trgovino, ki prodajalka, na Gorenjskem še kakšna govorina moškega, ne, in sem ti narezal kruh, Sašo, reče prodajalka, ne. Pač meni je to tako simpatičen in vem, da imamo svoje gasilce, vem, da imamo močno skupnost in to je tisto domoljubje, hočem povedati, da znaš to tudi ceniti, prav ne samo vzeti nekaj za samoumevno, prideš tudi v kraje, ki tega ni. Tako da jaz pravim, da srečo zastop tisti, ki je bil že nesrečen, ker zna to ločati. In mi pridemo tudi v kraje, ker tega ni, ker vidimo samo tisoče enih ljudi, ki sploh niso, se ne poznajo, nimajo nič skupnega. Zaradi tega pač hočem povedati, da ena vas, potem za mene je tudi Slovenija ena vas v Evropi, je super, če skupaj držimo, se lahko drug na druga zanesemo, ker znamo to ceniti, imamo domoljubje. Ti je dal Dedek kak nasvet v smeri, kako rokovati z slovenskim občinstvom? Jaz mislim, da se je tudi on sprotočil, ker mi smo velikokrat imeli problem, lik to, kar smo kdaj v nemščini kaj pel pa izvajali, so že nas napadli, kaj se gremo s to nemščino, ampak dejstvo je, kako so se prej od Abe pogovarjali. Mi gremo na večji trg in Aba je imela recimo angleški trg, nas so za svoje vzeli na nemško gorečem trgu, tako da mi nikoli nismo nikogar mislili posiljevati z nemščino, ampak smo hoteli našo kulturo njim predstaviti. Zato tudi pojejo včasih v angleščini. V sami Sloveniji pa publika se mi zdi, da nas vzgaja. Kdaj dati noše gor, kdaj dati dol, ker smo igrali zabavno glasbo, nam je publika odsvetovala, da bi mi za bobni pa za ples igrali v narodnih nošah. Tudi recimo mi smo zelo ponosni, da lahko zaigramo Slaka, Miheliča, druge ansamble, ker spet cenimo našo publiko. Tako da publika je nekako tudi nas vzgajala. Mi pa vzgajamo publiko s tem, kar vidimo v tujini, kakšni so trendi, kakšna je tehnika, te koncertne odri, da jih probamo postaviti tudi za slovensko narodno zabavno sceno, da nismo več v bistvu z 4 lučkami, 2 ventilatorjema pa 2 zvočnikoma, ampak ker ljudje pridejo v Strožice, da dobijo res svetoven oder pa našo slovensko glasbo, ki je tudi svetovna glasba. Zdaj v naslednjih mesecih, letih, kakorkoli bomo verjetno na teh državnih, teh razvpitih državnih proslavah videli pomanj več narodno zabavne glasbe, kot smo je mogoče v zadnjih letih. Stvar stališča, okusa, kakorkoli. Se ti zdi, da bi morali pri tem biti mogoče malce bolj izbirčni? Jaz mislim, da zmeraj... Ne želim te potunkati. Ne, ampak hoče reči, da zmeraj, kdorkoli nekaj dela, se izpostavi tudi potem za kritiko, ker tisti, ki nič ne naredi, tisti ga ne moreš kritizirati, ker pač ne veš, kaj počne, ampak zmeraj, ko berem potem komentarje, je se lahko nekdo upeče, ki hitro iz državne proslave potem pride komentarje, to je pa zdaj veselica, preveč je pa to. Tako da mi smo že igrali na kakšni državni proslavi, pa smo tudi zaradi tega dobili prizvok veselica, ampak zdaj je pomemben, katere skladbe igraš, ker mi lahko zaigramo, mi ga spet džingamo, lahko zaigramo Golico. Golica veva oba dva, da če gremo v Planico ali pa na tekmo, na odbojko, kamorkoli, ki bomo Golico zaigrali, ne moreš zgrešiti, je to pač res tisti slovenski moment. Ampak na proslavah pa tako imamo pa skladbe, kot so Veter nosi pesem mojo, Moj rodni kraj, moj rodni dom, tam, kjer Murkice to. In mislim, da ni tako pomemben samo kjera skupina, kjera ansambl, ampak vsebina na koncu tista, ki mora prepričati, pa izvedba. Si gledal to proslavo? Ne, smo pa igrali, nismo pa imeli koncert v Bogenšperku, tako da smo pa srečali fajn od slovenskega okteta, ki so šli na proslavo, so rekli, da grejo tja, tako da se še moram za nazaj prevrteti. Poglej si. Okay. Obstaja pesem, ki vaši družini največ pomeni? Kar nekaj jih je. Jaz mislim, da jih imamo 10, takih, ki so zelo pomembno označene. Velikokrat nas vprašajo za dovoljenje za priredbe in tako, ampak 10 pesmi pa je, ki je družina Avsenik kot za institucija jih zapečatila kot zaščitene, da ne grejo v reklamne namene, da ne grejo v nobene take, drugačne priredbe, ker so enostavno postale kot neki taki narodni simboli in jih mi kot neki varuhi probamo zaščititi. Intimno, mislim. Intimno pa ja, intimno pa vsak za sebe. Jaz si ne predstavljam nobenega našega koncerta brez Golice, čeprav sem pa velik ljubitelj valčkov. Meni osebno hodil po gozdu sem, mi zelo všeč. Veter nosi pesem mojo, Cvetoči lokman je mene zaznamovala kot harmonkarja, meni not potegnil, tako da velikokrat si dam valčke, doma pa zdaj vadam kitaro, stržati to smem, tako da tam pa polke, da malo butam. Koliko je še spomin na dedka prisoten v vaši družini in pri tebi nasploh?
Zelo, zaradi tega, ker on je ne sam našo hišo, ampak res vas kar zelo zaznamoval, veliko se o njemu pogovarjamo, gasilci na stolpu zelo radi spustijo v pomembnih trenutkih, ko so za nas, naš kraj, prav njegove pesmi, vse te poti, ki hodimo na Roble gor, na Svet Peter, na Dobrčo, nas v bistvu njegova glasba spremlja v duhu. In v hiši tudi, jaz mislim, da imamo praktično vsak od nas, ker nas je kar nekaj bratov pa sester, nas je 5, imamo v dnevnah noter kakšno njegovo zlato ploščo, kakšno sliko, tako da si želimo, da ne pozabimo, kdo pa odkot smo. Imaš najljubši spomin dan? Ja, veliko jih je. Jaz sem ga 25 let poznal, tako da to me kar zmergane, ker se za nazaj spominjam od tega, da sem ga videl kot glasbenika in da sem ga imel ob sebi kot starega očeta. Lepi spomini, ne? Je to velika odgovornost s tem priimkom ustvarjati naprej? Odgovornost, ja. Tista beseda, ki se včasih pojavlja breme, je nikoli nisem gledal, ker mislim, da jih je veliko v vrsti, ki bi tudi radi imeli tako življenje v smislu, da bi se v tako družino rodili, da bi lahko kot ljubitelji živeli to glasbo. Jaz sem najprej sebe videl kot turističnega tehnika, košarkaša, se nisem videl v glasbi. Videl sem se v tem, da sem ljubitelj, da zelo rad poslušam, ampak meni se zdi to, kar moraš enega odrekanja imeti, da vadiš inštrument, da se učiš, da komponiraš, da potuješ, se mi je zdelo mogoče, da to ni zame. Potem sem pa od glasbenikov, od publike videl, da vseeno imam to možnost, ker imam ta priimek, ker imam nek obraz dajem tej sceni, da sem lahko veliko bolj koristen. Zdaj na koncu, ko imam tole situacijo z distonijo, sem še zmeraj bolj koristen, kot če ne bi delal. In probam nekako to celo sceno naprej potegniti in ponosno nositi narodno nošo in ljudem pokazati, da je Avsenikova glasba brezčasna. Si že ozavestil, pa vem, da je že kar nekaj let ozavestil, da počneš prav to, a veš, to, kar je tvoj dedek počel, veš, hodiš po isti poti, verjetno tudi po istih prizoriščih, ne vem, oddajah, isti odri, publika je še zmeraj konec koncev živa iz tistega časa, ne. Tako meni se to kar tako malo na pol fantazijsko zveni, ne. Ja, včasih se Rusiji oči. Meni recimo prvič, ko smo igrali Štefanijen Zal, Graz, to je bila njegova najljubša oddaja, se pravčujem, dvorana v Avstriji, in on je 44krat razprodal. In ko smo mi tam prvič noter igrali, ko sem jaz te njegove zgodbe pač podoživljal v živo, da sem bil tam v isti garderobi, ker to je taka nekaj več kot 100-200 let stara dvorana. In si rečem, to je še vse od takrat, isto je zdaj smo mi, pa so pa tudi fani mi kazali slike, so isti fani v prvih vrstah sedeli, so bili takrat najstniki, pa sta bila gospod pa gospa potem stara 50 let, se za roke držala pri vetru, recimo pa pastirčko, in to tudi tebe gane, ker vidiš, da si del ene take res bogate zgodbe. Zgodovine. Ja, res. Zgodovina se še zmeraj piše, ker malo počasi sva v izteku, pa še en cukrček imamo za konec. Kaj se bo dogajalo zdaj z ansamblom Saša Avsenika v naslednjih mesecih? Najbrž ne boste samo napihovali flautijev na morju. Ne. Ja, veliko to ne bo, pogledamo, še bomo. Čaka nas 25,000 ljudi v Ort in Innkreis, to je Woodstock der Blasmusik festival, tako da to so stvari, ki bi Ata se zelo, zelo veselil, če bi videl spet Stožice. Avsenikov festival, Auditorij v Portorožu se bo prvič zgodil z našo glasbo. Tako da Argentina probamo, poleg tega, ker že poznajo oboževalci tam, ki so še nove pridobiti na družbenih omrežjih in jih prepričati z live izvedbami, z novimi pesmimi in se veseliti z ekipo vsakega tega skupnega trenutka, ki lahko uživamo na tem krasnem valu. Vadi kdo tango, morda, te dni? Za Argentino, mislim. Navijamo za Mesija. Jaz osebno sem. Ja, moram priznati, ja. Joj, da ne pozabim, eno res dobro sodelovanje se je zgodilo z eno kar udarno švicarsko zasedbo, pa ne znam za tega imena izgovoriti, ampak Festbänkler. Kje ste se našli? Mi smo z njimi bili enkrat 2015 v oddaji na Siniku Godcev, jaz takrat njih nisem ne poznal, ne nič. Oni so se nas pa zapomnili in so kontaktirali pred 2 leti, če bi skupaj duet naredili. Medtem so pa oni med pandemijo naredili videe, ki so igrali v 1 minuti, ne vem, po 24 žanrov in tako naprej. In so res okupirali internetno sceno.
posneli nekaj svojih pesmi, uspešnic in tudi oni so, rekel, zdaj imajo več milijonsko občinstvo, zelo mlado publiko. In ko so nas povabili, sem jaz rekel, jaz imam smolo s tole roko, ne morem. Tako da smo potem skombinirali, da sem jaz svoje parte poenostavil, vsem celo harmoniko posnel. S Tomijem našim klaviatistom smo dopisali tiste dele glasbe, ki so še manjkali, tako da smo skupaj z njimi ustvarjali Pritisni play z besedilom od Luka Seška oziroma Ich brauch Musik. Koliko ste trdna zasedba v tem momentu? Kaj namreč, sliši se marsikaj, ne? Zdaj on odhaja, on bo šel, gre kdo kam? Ne, vsi smo tukaj. Jaz mislim, da dokler so Stožice na programu, si noben ne upa, ker drugače bo 10,000 ljudi razočaranih. Veš, na kaj ciljam. Ja, pa Sešek bo, da nekam gre zdaj, pa on zdaj pa svojo kariero naredil, pa ne vem. Ampak ste še ekipa. Ja, definitivno. Ostanite. No, je tako, se vsako leto pogovarjamo o možnih razhodih in moram po pravici povedati, da Luka, ki je prišel k nam, sva se zmenila za 3 leta. Takrat tega nismo dali uradno ven, ampak jaz sem si želel, da bi ostal kakšno leto več in je. Tako da mi nimamo nobenih pogodb in ker nekdo začuti, da je čas, da odleti iz gnezda oziroma da svoje škorne gor in gre svojo pot naprej, ko sem da sudim. Tako da mi smo res kolegi in zdaj smo si, da Stožice naredimo, po Stožicah se pa še enkrat dol usedemo in vprašamo, a so zdaj tista 3 leta, ki so že dejansko 6 let, a so še ali niso. Bomo počakali. Torej je pomembno iti v Stožice, ne? Stožice, ja, tako. In niste sekta, kar je pomirjajoče, ne? Sašo, hvala lepa. Najlepša hvala tebi. Za tvojo vrnitev v slačilnico in za vse želim veliko lepih gostovanj in Argentin in vsega in tango in Mesijo in ne, se vidimo v Stožicah. Čakaj, zdaj pa za konec sezone eno češnjo dodati in z nami je Rafaela, ne? Ja. Tako, ne? To je ta hudi tip, ki ga vidite v videospotu za pesem My Liva Rafaela, oziroma Rafaela je v obeh jezikih, ne? Ja. Ja, je Rafaela. Tomi, a se mi pridružiš? Tomi Vodin, dobrodošel v slačilnici. Za veliki finale sezone. To mi gledamo te v spotu, gledamo te, kako šmekaš. Lepo Lucija. Veš, kaj me zanima, koliko harmonike je v Trstu? Ti si Tržačan, ne? Ja, jaz živim na vasi sicer nad Trstom. Imam, če ni gužve, 10 minut vožnje. Kateri vas? Salež se imenuje, majhna vasica. A so Miliči, ki je tam? Gostilna? Ne. Miličev je ogromno, ja. So gostilne, ja, tudi ja tam, ja, nekje tam, ja. Z lepim razgledom, zato se spomnim. Ja. Torej, koliko je harmonike v Tržaškem zalivu? V bistvu slovenske narodno-zabavne je vedno bila, pol je bila malo luknje, zdaj se mi zdi, da bo spet, ker se mladi vse skupaj, tako kot v Sloveniji, sam pri nas pride to čez kakšno leto šele, ne? Se mora iti čez mejo. Obstaja pa tudi harmonika kot ljudski inštrument, še prej, odvedno po moje v Trstu je zelo močna harmonika. Tudi slovenskega duha je veliko v Trstu, ne? Ti si zamejc, torej, ne? Ja. Katera generacija? Sploh ne vem, ja. Nimam spominu, da bi kdo rekel, da se je preselil ali kaj. Kako doživljaš to slovenskost v Trstu? Ja. Zanimivo, zelo. To odvedno že od malih nog. Mi smo dvojezični, se pravi, slabo govorimo in italijansko in slovensko, ampak imamo močno, smo utrjeni precej. V Tržaškem, recimo, jaz sem bolj tam, ne, sicer je ob celi meji precej slovenstva. Mi imamo šole, do faksa je vse v slovenščini, jaz sem se hodil v Italijo, v Trst, celo v mesto, imamo 4 velike šole, srednje. Je zelo prisotno, čutimo vsi, malo že od staršev, še od prej, malo z zgodovinskih vzrokov, čutimo precej to slovensko, sem pa opazil, da šele potem, ko sem prišel k ansamblu, sem opazil, da mogoče čutimo malo drugače. Čutimo precej tega slovenstva, ampak se ne družimo toliko s Slovenci samimi, tako prav državljani, da bi hodili. Smo kar med sabo zelo povezani. Je pa zanimivo, ja. In potem pristaneš v največji od vseh slovenskih zgodb glasbenih v Avsenikih. Ne vem, da se to ne mogoče preseči pravzaprav, ne? Ja. Kako pristaneš v tem lepem Oberkrajn svetu? Ja. To je neverjetno, še zdaj ne verjamem, da mi je uspelo. Jaz sem se prijavil na audicijo, ker mi je prijatelj Denis, ki zdaj tudi igra z mano, ker tudi on je zamejc. Sva preigrali, mi je pisal, kaj iščejo klarinetista in sem rekel,
Nekaj sem mislil, da znam igrati, ne, in sem rekel, če me oni ne vzamejo, pa jaz bom tako žalosten, da niti prijavim se, ne. In tako, ampak potem so me prepričali, sem se prijavil, smo imeli avdicije, so bile kar lušne, take močne avdicije. Res ne, kakor je treba, da je. Koliko ste imeli te Avsenikove tradicije doma? Jaz to ogromno. Ker tam je pa, ni tam bolj San Remo, ne vem, tako popularen. Ne? Mislim, italijansko gledano, ja, ne, državno, ampak pri nas je bil zelo močen, na vasi ogromno. V bistvu prva leta svojega življenja je bilo samo to. Z dedkom, ki so bili radi kasete, je bil na Roblek, tu v Lupu. Sploh ni, po mojem nisem sploh vedel, da obstaja kaj drugega, tako da zelo močno. Zelo močno. Wow. In spod za Rafaelo ste posneli prav na vašem koncu v Trstu? V Trstu. Daj mi kako sočno zgodbo, ker po mojem Sočno zgodbo. nekaj zmeraj gre narobe, ali se nekaj zalomi in je pa smešno. Ja, tako igrati, jaz sem načeloma bolj samežljiv, mogoče se ne vidi, ampak ko sem mislil, kaj bom jaz to delal, in pa sem si rekel, moraš igrati, ali boš užival tam, da se boš tam pač kazal in to, ali pa se boš sekiral in bo najgrši dan v življenju, ampak ne, super je bilo. Pa tu z Lucijo, ki se veliko voziva skupaj, se družba se poznava lepo, je bilo vse lažje. Tako da ne, super. Malo nas je bilo, ta pravi, smo se zabavali. Ampak ta pravi, ja. Ste kak aperol spili vmes? Ja, seveda, kavico, vse. Super. Se je tvoje življenje zelo spremenilo, zdaj odkar si del ekipe Sašove? V bistvu ne, ker sem jaz prišel v ansambl, preden bi začel dejansko prav delati. Sem študiral klarinet v Trstu in sem že mislil, kako bom kakšnem orkestru ali kako bom šel klasično glasbo ali karkoli. In to je prišlo lih vmes. Tako da sem zaštartal že v temu. Tako, ko gledaš svoje rojake čez mejo, ki je pravzaprav niti več ni, ne? Kakšne se ti zdimo? Jaz pomem, če je malo z distance gledal Slovence, ja. Kako da smo malo zmešani, se mi zdi. Veš, toliko se nekaj prerekamo in pričkamo in toliko se ukvarjamo z enimi stvarmi, s katerimi nisem prepričan, da se na vašem delu ukvarjate. Ja, mislim z drugimi stvarmi, ne. Vsak se ukvarja s problemi, ki jih vidi, po moje. Tako da, ne vem, fascinantno mi je bilo, kako se v bistvu za podobne ideale lahko skrega Slovencem, tam, kjer mi se matramo za obstoj dejansko in za spoštovanje. V bistvu zdaj ni toliko, ne, ampak zgodovinsko je bilo precej tega, da nisi smel govoriti slovensko v Trstu ali kaj takega. Tle je mogoče vidim drugače, ampak je normalno, zato ker če nimaš tega, ne moreš vedeti, kako je brez, ne. Ja, drugi zorni kot, ne. Ja. Ker smo počasi vsi, to mi pove, kam hodite Tržačani na morje, se ga imate skozi. To ima vsak svoj kotiček, po moje. Jaz ga imam, jih imam precej, hodim redno, ampak ne toliko redno, ko bi lahko. Večkrat mi kdo reče, da imam srečo, ker živim pri morju in je res. Jaz imam 10 minut do morja, vem, kje se zastonj parkira, ne rabim nič, kreme ne rabim, ker sem bolj tako temen, sam vodo grem, 10 minut lahko je dovolj, pa v eni uri rešim vse, ampak ne grem toliko, zato ker imam dela precej, pa takrat, ker nimam dela, si ga naredim, ker mi je všeč in sem opazil, da dovolj mi je bližina. To mi zelo pomeni, mogoče zgleda malo čudno, ampak dovolj, da vem, da lahko grem do morja takoj, kadar si želim, to mi je dovolj. A misliš, da dovolj razumemo Trst, ker za nas je to še zmeraj tako bolj kot ne aperol, sklede čipsov, ona trgovina s tistim tekstilom, nekaj Trst je pravzaprav marsikaj, ne. Ja. Kaj je tvoj najljubši del Trsta? Pa vem, da nisi zdaj centraš, ampak... Ne bi vedel. Narečje tržaško-italijansko je zelo fascinantno, je zelo lepo in ko ga slišim, jaz ga v bistvu boljše govorim narečje kot italijanščino knjižno. To mi je mogoče najbolj fascinantno. Pa ljudje oni to pravi. Sicer jih ni toliko, zato ker Trst je bil vedno multikultura, ne? Pač zaradi trgovine, trgovstva in to. A mi kak stavek v narečju poveš? Stavek, ne vem, mogoče kakšno besedo, patata in teča. To treba nujno jesti, ko se gre v Trst, patata in teča, to bi bilo v bistvu krompir v kozici, bi rekli mi. Okej. Ja. Je dober.
vzeto tam, Ja. kje pri kanalu ali kje. Ja, se dobi, ker še bo fe. Ja. Za konec, česa se na svojem novem potovanju z Avstrijniki najbolj veseliš v bodoče? Vsega v bistvu. Jaz se veselim, ker sem zelo vesel, za kar delamo, ponosen na vse. Se mi zdi, da sem ugotovil, jih na zadnje sem, ne vem, s kom govoril in sem ugotovil, da ko je en ekipni dosežek, velja precej bolj kot posamezen. Tako da karkoli bo, vem, da bomo dali vse od sebe in z veseljem delamo, kar delamo, tako da to je super, to je res lepo. Glej, kak lep zaključek smo zdaj naredili. To mi vse dobro na tvoji glasbeni in življenjski poti naprej. Hvala lepa. Super se vas spremljamo, vas klikamo. Hvala. Na Perol, kdaj na vaš konec. Super, pokličite. Dragi naši, hvala tudi vam, ker ste se z nami borili tretjo sezono Slačilnice mimogrede, ta je bila najbolj udarna od vseh. Ja, spremljate nas še naprej. Vidimo se nekje ob izteku poletja, do takrat pa poskusite si ne zažgati povsem vseh 3 plasti kože na plažah in se utopiti v Perolu. Mogoče se pa bomo. Vse dobro, se vidimo proti jeseni in vse veste, ne? Kar se zgodi v Slačilnici, ne ostane v Slačilnici. Pa!